Me pa ob tem mal preseneča, da ni kdo koga porinil že v državnem zboru in ne šele pred njim. 2 uri pred napadom na Branka Grimsa se je tam dogajalo tole. Ves čas poslušamo, kako smo nestrpni, kako gre za ne vem kaj, da smo proti nekomu. Ne, samo za otroke nam gre. Toliko je govora, gospod Grims, o otrokovih pravicah in koristih. Kje ste bil, ko so bili otroci tukaj, tisti, ki res rabijo pomoč? Kje ste bil, ko je 8 ur trajala konferenca o otrocih s posebnimi potrebami, otroci, ki živijo v revščini, otroci, ki živijo v nasilju? Ne dovolim pa si, da mi tisti, ki ste stali za plakati smrt, 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 tulili tamle zunaj smrt ubitega, danes poučujete o strpnosti in o tem, da smo karkoli slabega storili. Se pravi, je bil ta prepir nekakšen uvod v zločin. Okay. Osumljencev je cirka 40, motiv je jasen, vprašanje je samo, kdo izmed teh poslancev, ki so kontrirali gospodu Grimsu, bi mu lahko bil kos in ga porinil po stopnicah. Nekdo, ki je bojevit, pa zna udariti. Ne vem, kdo bi to lahko bil? In to še ni vse, kar se je zgodilo na tisti dan. Na isti seji se je zgodil vsaj še en incident, zaradi katerega so najostreje protestirali v Levici. Po prekinjeni 3. točki dnevnega reda v času pred glasovanjem, ko so se poslanke in poslanci še zadrževali v veliki dvorani Državnega zbora, sta poslanca SDS-a Franc Breznik in Andrej Hoivik pristopila k klopem poslanske skupine Levica, pri kateri ni bilo nikogar od poslancev. Privzdignila sta zaslon prenosnega računalnika poslanke Nataše Sukič, Hoivik pa je z mobilnim telefonom zaslon fotografiral. Poslanca SDS dejanja nista zanikala, sta pa pojasnila, da nista fotografirala računalnika, ampak uničeno poslansko klop. Se pravi, sta bila kot detektiva, ki raziskujeta skrivnost uničene klopi. V dokaz sta priložila posnetek nekdanje poslanke Violete Tomić. Povsem razumem njuno skrb za družbeno lastnino, to je bil res mal pretiran izpad. Problem je samo ta, da je poslanka Levice klop poškodovala pred več kot 2 letoma. Tako da sta Sherlock, Breznik in Watson Hoivik z akcijo mal zamudila. En čist mal. In ko smo že pri vandalizmu, čez vikend so nam iz Gibanja Svoboda poslali fotografije uničenih referendumskih plakatov. To seveda ni lepo in je mimogrede tudi prepovedano. Tako da policiji dela te dni res ne bo manjkalo. Čakajte malo. A so tudi Golobu narisali tiste brke? A niso pred kratkim te brk risali enemu drugemu? Mislim, da je skrajni cajt za referendum s vprašanjem, kakšne brke ne ima predsednik vlade. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.